smo. Odlično, lep dobro jutro vsem, ki ste se priklopili na tole kofetkanje. Evo, moja kavica je pripravljena. In sicer kar nekaj časa je že, kar sem imela redne tedenske videe. Takrat sem jim rekla, da so to angelski navdihi za posamezen teden. In potem kar en čas nisem nič rednega delala. Vse je bilo tako malo po navdihih, potem je pa prišel zdaj čas, ko je prišel tisti impuls, ok, pa sej, manjca, čas je, da spet začneš. In zato sem se odločila za kofetkanje. Namreč zjutraj si jaz naredim kavo in pojem zajtrk in po zajtrku mi zmeri še malo kave ostane. In potem sedim tam za mizo in razmišljam, fajn bi bilo, da bi imela družbo ali pa da bi lahko kaj se pogovorila. In tako je prišla ideja o kofetkanjih, ampak ne takšnih, bom rekla, da bomo kar malo nekaj govorili, ampak takih konkretnih kofetkanjih, kjer vam bom jaz dala kakšna spoznanja, smernice, konkretna vodila, sem jaz rekla, se pravi konkretno, kaj lahko v življenju naredite, spremenite, začnete delati drugače, zato da vam bo lažje, da vam bo boljše. In da, ok, nekaj se mi dogaja, novo tole software imam, tako da bomo videli, kako tole funkcionira. Dobro jutro še enkrat vsem, ki ste se nam pridružili. Evo, Kaja se je pridružila, dobro jutro. Darinka se je pridružila, tudi dobro jutro, tako da nekaj vas je, ki ste ob tej uri že po konci. In danes bom z vami podelila nekaj zelo, zelo pomembnega. In sicer eno spoznanje, ki je pravzaprav prišlo meni pred kratkim na temo krivde. V smislu obtoževanja, tisto, ti si kriv, kdo je kriv, jaz sem kriv, v glavnem to, kar zelo veliko uporabljamo sploh v odnosih. Kdo je za kaj kriv, pa kdo ni za kaj kriv, pa ta beseda se največkrat uporablja. In krivda je tako taka 100-odstotna. Kadar je, vam je že kdaj kdo rekel, pa mi dajte sam like stisniti, da vidim, če poznate to situacijo, a vam je že kdaj kdo rekel, zakaj moram biti zmeri jaz kriv, ali pa za vse sem jaz kriv, ali pa ti, pač tudi ne, drugo je pa, ti si kriv za vse, ali pa ti si kriva za vse. To je nekaj, kar je zelo običajno in kako ven iz tega. Ker kaj pravzaprav drugemu očitamo, ne? Že če nadomestimo besedo krivda z besedo odgovoren, odgovornost, je to nekaj čisto drugega. Se pravi, ti si velikokrat starše krivimo, ne? Moji starši so krivi, da sem tak, kaj sem, ne? Moji starši so delali to, pa to, pa to, ne? In če že zamenjamo samo to besedo odgovoren, ne, se pravi, moji starši so odgovorni, da sem jaz tak pa tak. Je že to mečken drugače. Je že to neka, bom rekla, druga zgodba. Vidim, da tole je en tak delček, ki v tem softveru moram mečken popraviti tole, ki se pojavlja tlele gor v kotu ali tlele. Za naslednjič. Torej, ampak kaj s tem pravzaprav spet, ne? Spet na nekoga drugega prelagamo neko odgovornost. Kaj pravzaprav pomeni ti si kriv ali pa a sem zdaj jaz kriv za vse, ne? Dolgo sem iskala neko ustrezno nadomestilo, ne? Ker odgovornost je spet taka zelo težka beseda. In potem se mi je takole pojavilo, v bistvu, ko nekdo reče ali pa ko nekomu rečemo, da je kriv nečesa, povemo, da je imel nek vpliv. Se pravi, da je vplival na nas. In ta beseda vpliv namesto kriv naredi zelo veliko razliko. Se pravi, ko mi nekomu rečemo, ja, ti si kriv za to, da je tako pa tako pa tako.
In če to nadomestimo in rečemo, v bistvu ti si imel vpliv na to, je to drugače. Je to prvo kot prvo ni 100%, ker nikoli nima nekdo 100% vpliva, ne? Niti ni 100% kriv, ne? Je veliko dejavnikov, ki še zraven delujejo. In ta del je potem, a ne, če ima pa nekdo vpliv, ga ima pa lahko ga ima malo več, ampak zelo redko, da je pa 100% vpliv samo ene osebe, samo nekoga. Zdaj, tukaj bom rekla težko, ker vem, da je to povezano z veliko različnimi stvarmi, težko rečem zdaj, da bom dala en konkreten primer tega, kaj pomeni, ampak mogoče najbolj ta starši, ne, moja mama je kriva, da imam jaz nesrečo v ljubezni. Sem se zmislila, ne. Zato, ker je imela to, pa pa tretj, pa četrt. Ampak v vsem tem procesu do tukaj, ne, ni njena krivda 100%, ni samo njen vpliv bil na to, kaj se dogaja potem z mojim ljubezenskim življenjem, ne, ali pa z vašim ljubezenskim življenjem. Ampak je to v bistvu en del tega, lahko da ima 70% vpliva, ampak še zmeraj 30% je tudi na nas, na okolju, na tem, kaj se nam je dogajalo. In ravno ko zamenjamo to kriv z ima vpliv, se začnejo tudi v naših možganih misli malo drugače obračati. Pa lahko pomislite na neko svojo situacijo, ko ima nekdo vpliv na vas in v bistvu to, ko zamenjate besedo kriv z da ima vpliv, vam omogoči, da izbirate, kolikšen del tega vpliva boste prevzeli in upoštevali. Ne? A bo ta vpliv veliko težo dal na to, kar vi počnete in kakor se odzivate, ali boste rekli, ne želim, bom jaz to. Viktorija, dobro jutro tudi tebi. Ne želim tega vpliva prevzeti nase ali pa s tem lahko nekaj naredim. To vam da možnost izbire, da se odločite, kaj boste s tem naredili, če spremenite ta kriv v vpliv. Ravno tako je, ko nase vlečemo krivdo, ne, ker rečemo, saj sem jaz kriv za to, da je to tako, saj sem jaz kriva za to, da je to tako. Kakšen je moj vpliv na to situacijo? Koliko sploh je tega mojega vpliva? Ker ta krivda jo mi pravzaprav preveč je absolutna. In ta njena absolutnost, se pravi 100% te krivde, je zdaj kar na nas za neko stvar. To nam potem nas drži v nekem notranjem krču in ne moramo iz tega ven, ker ni izbire. Takoj, ko pa začnemo razmišljati, okay, kaj vse pa vpliva na to, pa se nam odprejo nove možnosti. Pa me zdaj zanima, a vam je od tega, a vam je tole koristno, a ste kaj prepoznali? Oziroma, če razmišljate o svojih tistih, krivda, vpliv, imate občutek, da je kako drugače, če krivdo zamenjate z vplivom. Namreč to je začetek drugačnega načina razmišljanja, ki vas pripelje do drugačnega načina čustvovanja in to vas pripelje do drugačnega načina delovanja, kar pomeni, da dobite drugačne rezultate. Tako da tukaj bom vesela tudi vašega feedbacka oziroma vaših povratnih informacij. Vesela bom tudi, če boste kofetkanja delili s tistimi, za katere veste, da jim to lahko prav pride. Vesela bom, če mi boste vprašanja postavljali, ker bom potem lahko na nje odgovarjala. Lahko mi tudi na zasebno sporočilo napišete vprašanje, lahko mi date kakšen konkreten izziv ali pa konkretno vprašanje, pa bom potem v naslednjem kofetkanju, ki bo vsak četrtek ob 9. zjutraj, nanj odgovorila. Tako da zdaj pa da vidim, če ste kaj že
pokomentirali, ali je meni tlele tole malo zmrznilo. Sem malo preobremenila internet. Tako da, zdaj tako, v samem napovedniku sem napisala, da bodo to coaching vodila za življenje ob podpori cvetnih esenc, dobrih vibracij in coaching vprašanj. Coaching vprašanja so vprašanja, ki vam dajo misliti, ki vas popeljejo v to, da začnete o sebi razmišljati in da znotraj sebe najdete odgovore. Namreč, ko znotraj sebe najdete odgovore, takrat vas to opolnomoči, takrat je to tista vaša rešitev, ki pride iz vaše notranjosti. Včasih je to hitro, včasih je to malo bolj počas, tako da je treba pustiti to odprto polje, znotraj katerega se potem odgovor lahko izoblikuje. In tisto, kar je, coaching vprašanje v tem primeru, je, kakšna je krivda nekoga za neko situacijo, pa kakšen vpliv ima ta oseba na določeno situacijo. Mi smo, zelo smo ljudje navajeni, da kažemo s prstom. Tudi, če smo na to pozorni, se nam hitro zgodi. Taj tak pa tak, taj tak pa tak, taj pa tak. Popredalčkamo. Ampak, ko se pa vprašamo, kakšen je pa vpliv, zdaj moj vpliv na to situacijo, kakšen je vpliv te osebe na to situacijo, takrat pa pravzaprav se začne prevzemanje odgovornosti. In ko prevzamemo odgovornost, to ni več tisti težek občutek krivde, ampak so škarje in platno v naših rokah. In to je pa tisto, kjer mi potem kreiramo svojo realnost na drugačen način, skozi drugačne odzive, skozi drugačne misli, skozi drugačna čustva. Tako da bom vesela, če ste, tako bom rekla, če ni odziva, pomeni, da razmišljate, kar je odlično. Ker to je drugačen koncept, kot smo ga običajno vajeni. In tukaj je treba malo drugače zadeve peljati in malo drugače stvari potem razmišljati. Tako da, ko vam naslednjič kdo reče, a sem zdaj jaz kriv, ali pa a sem zdaj jaz kriva, da je to tako, lahko rečete, ne, imaš pa vpliv na to. In imaš s tem, da jaz takrat dobim pa izbiro, koliko si bom dovolila tega vpliva, koliko si bom dovolila vplivati. Magda pravi, da je to točno tisto, kar je danes potrebovala. To je to, temu so namenjena jutranja četrtkova kofetkanja. Tako da boste tudi dobili možnost, da ko ste v procesu, ko se prepoznate takole v kakšnem kofetkanju, jaz bom vedno povedala tudi, katere cvetne esence vas pri tem podprejo. In da boste lažje, recimo tisti, ki se boste prepoznali, ko boste rekli, s tem imam pa jaz težavo, to želim pa spremeniti, to želim pa na drugačen način, da boste vedeli, kaj je tisto, kar vam lahko pri tem pomaga, kar vas lahko podpre, ker to ne gre z danes na jutro. Če ste vi do zdaj razmišljali na en način, zdaj pa se morate najprej zavestno ujeti pri tem razmišljanju, potem morate to spremeniti in to je pa proces. Danes ste dobili, bom rekla, trigger, gumb, ampak zdaj pa treba s tem delati. In to je delo na sebi. To je potem delo na sebi, da prepoznate, da vidite, da dejansko lahko drugače reagirate potem in se drugače odzivate. In to potem prinese drugačne rezultate. Esence vas pa pri tem podpre. Tako da dajmo pogledati, pri slovenskih esencah, seveda, je boraga tista, ki v bistvu naslovi tudi občutek krivde. Moment. In sicer boraga je drugače esenca, ki pomaga, da imamo pogum, da sledimo svojemu srcu,
ampak hkrati je pa tudi to esenca, ki nam pomaga takrat, ko nas je strah nekaj narediti, da bi drugače naredili, pa se ustavimo, pa ne upamo naprej, nas malo potisne. In ko smo bili skozi proces vzgoje deležni veliko kritike, da nismo dovolj dobri, da ni vse v redu, da nismo popolni, da je z nami nekaj narobe, se je začel ta občutek krivde tudi krepiti. In Bora ga pomaga v bistvu te stvari topiti in nam pomaga, da rečemo, ok, se je vse v redu, dovoli si tudi sebe izraziti, dovoli si v bistvu biti bolj igriv in tako. Viktorija je napisala en tak lep komentar, da se čuti olajšanje, ko zamenjaš krivdo z vplivom. Ja, to je to. Tako da Bora ga pomaga te neke občutke krivde in tega tudi omehčati. Se pravi, da si dovolimo sploh jeti iz tega procesa, predvsem, kadar se mi počutimo krivi, da si dovolimo jeti v tisto, ok, sej pač stvari imajo vpliv name, jaz pa se lahko odločam drugače. Zvončnica je esenca, ki pomaga prevzeti odgovornost. Za vse, ki so veliko v vlogi žrtve in je čas, da prevzamejo odgovornost in spoznajo, da imajo vpliv na svoje življenje in da je od njih odvisno, katere vplive bojo upoštevali, katerih ne. Hkrati je pa zvončnica zelo luštna, ker nas harmonizira zelo tako. V sami cvetlici je vgrajen prav pentagram tudi, da nas postavi, da nas uravnovesi, da nam da neko ravnovesje, da nas postavi v svoj center. Tako da zvončnica je tudi ena taka luštna esenca, ki lahko podpre v tem procesu. Jaz bom več esenc povedala, zato da, ker vsak ima majčken drug izvor, vsak majčken z druge smeri pristopa. Potem imamo pa narcisa. Narcisa je pa odlična za spremembe navad. Se pravi, da lahko rečemo, ok, do zdaj sem delal takole, ne rabim več, lahko začnem drugače in se usmerim v prihodnost in se sprostim in rečem, ok, kako od zdajle naprej. Tako da in narcisa je tista ključavnica, ki odpre poti, ki odpre tudi energije, da lahko pustimo za sabo stvari. Se pravi, prej, če se obrnem na komentar, ki ga je Viktorija dala, se pravi, da se spusti stvari in da lahko na sveže začnemo, ok, kaj pa zdaj? To, kar je bilo. Na tist ne moramo več prav dosti vplivati, razen to, da spremenimo odnos do te preteklosti. Kaj pa lahko zdaj in kaj lahko naprej? Se pravi, narcisa pomaga, da se usmerimo v prihodnost. Se pravi, če damo zvončnico pa narciso skupaj, nam pomaga, da dobesedno začnemo ustavljati oziroma ustavimo te določene vzorce žrtve tega, da ne prevzemamo, da tam, kjer ne prevzemamo odgovornosti, da začnemo in v bistvu, da se ne obtožujemo za stvari, za katere ni treba. Če imate pa težave z iskrenostjo do sebe, si iskreno priznati, ok, jaz večkrat v vlogi žrtve, pa še zmeraj pa se so drugi imeli večji vpliv, pa so imeli toliko vpliva, da nisem mogla drugače. Kadar si pa želite več iskrenosti, ki sicer malo boli, ker je pustila sem, da so mi šli čez meje, ali pa pustil sem, da so šli čez meje, da so naredili stvari, za katere ni bilo najboljše, pa bela vrtnica. Bela vrtnica je iskrenost do sebe, da smo lahko potem iskreni tudi do drugih. In potem želite to izraziti, ko želite to skomunicirati z nekom, pa ne veste, kako, je pa lipa. Lipa pa srčno komunikacijo spodbuja, se pravi, in to na drugačen način.
Srčna komunikacija kot tista z besedami, ki ne prizadanejo več, ampak tako kot ravno to, kar se pogovarjamo, kako na drugačen način povedati, kako na drugačen način reči, ti si kriv, ne? Ker v bistvu delno je ponovadi malo res, da ima nekdo vpliv na nas, ne? Ali pa da je naredil nekaj, kar je na nas močno vplivalo, ne? In zdaj to skomunicirati je velikokrat težko in lipa je tista, ki pomaga najti ta prave besede. Hkrati je pa lipa super za vse odnose med mamami in hčerami. Se pravi, če imate pa z mamo takšen odnos, potem je pa lipa tista, ki dejansko deluje. In vam bom tle povedala eno, bom rekla, skrivnost. Moja mama zdaj z lipo dela zaradi drugih stvari, ona misli, ne? Ampak hkrati, odkar ona dela z lipo, mene tako tlele v križu noter boli, res, ker določene stvari razčiščuje in se pri meni pozna, ne? Zato ker sva vsem povezane, ker ta odnos deluje, tako da dejansko ima to vpliv. Se pravi, če vi jemljete, ima tudi na drugega vpliv. Tako da jaz recimo, ker to vem, zdaj pač še čistam svoje zadeve, tisto, kar je moje, pri tem si pomagam pa z makom. Ker mak je pa za družinske vzorce zelo super, se pravi za korenine in te stvari. Tako da to je recimo, to je neka podpora, ki jo lahko dobite v tem procesu. Mislim, da te so ta glavne, ki vas lahko podprejo pri tem, da začnete na drugačen način. Zdaj zvončnica, oziroma takole bom rekla, zvončnica, narcisa pa bela vrtnica skupaj nekje se mi zdi, da najbolj še en komentar bom prebrala, ampak tele tri, se pravi zvončnica, bela vrtnica in pa narcisa skupaj vam pa lahko zelo lepo pomagajo, da greste skozi ta proces spremembe tega, kdo je kriv, kdo ni kriv, kje je odgovornost, spremeniti to v razmišljanje, kakšen vpliv je to imelo na vas. Tako da in tisto, kar bo vsak teden na voljo, če se bo takole pokazalo, da je mešanca esenc najbolj primerna, je, da boste to mešanco lahko naročili. Se pravi, lahko naročite posamezne esence, a ne, seveda, če se v kakšni prepoznate, ampak tam, ko so ene 3, 4, a ne, je že fajn imeti, bom rekla, eno stekleničko, s katero delate in te mešance boste lahko naročali, se pravi, do nedelje zvečer. Tako da tudi tisti, ki boste gledali posnetek, boste lahko imeli možnost, da do nedelje zvečer naročite točno to mešanico. Se pravi, zvončnica, da začnete prevzemati odgovornost tam, kjer je to potrebno. Belo vrtnico, da ste pri tem iskreni do sebe. In pa narciso, ki vam bo pomagala iti naprej. Se pravi, da presekate dobesedno ta vzorc in rečete, ok, do zdaj sem tako, je bilo tako, zdaj grem pa naprej. Tisto, kar bom še dodala, pa ni med slovenskimi esencami, temi, ki so trenutno na voljo, je, da bom dodala noter še roza vrtnica, zato ker roza vrtnica pa pomaga pri sočutju in ljubezni do sebe in v bistvu malo tudi, bom rekla, vse skupaj naredi bolj lahkotno, bolj nežno, ker to tudi rabimo, ker smo preveč kruti do sebe velikrat. In pa divje korenje, se pravi esenco divjega korenja, ki pa pomaga izgubljene dele sebe spet potegniti nazaj, ker v tem procesu velike energije je izgubljene, ne? Ker pa jo damo tja, pa tja predamo svojo moč in tako. Divje korenje pa pomaga pri tej integraciji in pa pri celjenju aure, ne? Zato, ker velikokrat se potem zgodi, da naša energija odfrči. Se pravi, 5 esenc je potem v tej mešanici, ki jo pa lahko naročite na lekarni za dušo, pa vam bom pripela kar v komentar link,
v lekarni za dušo, tako da med komentarji boste najdli link, pa če polajkate ta link, bo pol bolj na vrhu, tako da se ga bo lažje najdete. Evo, takole. Je pa morate poskrolati dol čist na dno oziroma jeti na naslednjo stran, zato da, ker je podcvetni miks, kar podcvetni miks je, upišete in potem se odločite, a boste želeli po povzetju, kaj je sicer najdražja varianta, tako da to najmanj priporočam po predračunu ali pa s kartico oziroma PayPalom, tako da je to dosta enostavna zadeva. Tisti, ki pa že imate komplet esenc, si jih pa lahko namešate, ne? Se pravi, lahko date za ta primer belo vrtnico, narciso in pa zvončnico ali pa tisto, kar začutite, da od tistih esenc, ki so na voljo, je tudi za vas. Ok. Ja, Viktorija je dala en zelo lep komentar, tako da vam predlagam, da si ga tudi preberete spodaj, da ga poiščete, ker družina ni kriva, da si prišel na svet z določenimi težavami, ampak so imeli vpliv in tako zamenjaš krivdo z vplivom in ja, dobiš pozitiven učinek. Ja, družina je imela vpliv na nas in to velik, ampak tudi mi smo prinesli sabo, tudi naša duša je nekaj prinesla sabo, okoliščine, situacije so nekaj dodale, tako da kaj vse je imelo vpliv na vas, na vaše življenje, na vaše situacije, začnite razmišljati na ta način in tako boste videli, kako vam je lažje, kako je druga vibracija se sprosti. Tako da, in pa še Irena sprašuje, koliko esenc naenkrat se lahko zmeša. Jaz bom tako rekla, priporočeno je, da jih date toliko skupaj, da boste lahko tudi zavestno spremljali, kaj se dogaja. Zdaj, ko delate recimo, tako kot sem zdaj rekla, te 3 esence, recimo, pa potem še divje korenje, pa roza vrtnica, skupaj v mešanici dajo ta efekt. Oziroma tako bom rekla, predstavljajte si, da je ena esenca en inštrument. Recimo, da je ta zvončnica zvonček, prav še tak lep ime ima, zvonček, ki zvoni. In če imate samo zvonček, slišite samo zvonček in točno veste, da poslušate samo zvonček. Recimo, da je tale bela vrtnica klavir. In ko vi poslušate klavir, veste, da je to klavir in slišite samo klavir in ta klavir igra lahko različne melodije. Zdaj, ko igrate klavir, pa zvonček zazvoni zraven, oba še vedno prepoznate, še vedno veste, da je to. Potem se pa temu duetu pridruži še ta 3. inštrument, in imate že trio in še vedno slišite posamezne inštrumente. Ko se pridružijo še 4., 5. in 6., imate počasi že cel orkester. Cel orkester sinergijsko lahko zelo lepo deluje in slišite celo melodijo. Ne slišite pa več posameznih inštrumentov. Tako da več, ko je esenc, bolj je to kot en orkester in bolj je to neka generalna melodija. Manj kot je esenc, bolj je to kot posamezni inštrumenti, ki jih lahko slišite. Zdaj pa včasih je fajn poslušati orkester, odvisno od situacije, včasih je pa fajn z enim inštrumentom narediti celotno skladbo. Tako da upam, da vam je to na nek način pomagalo tudi pri tem, velike intuicije pri tem, kaj rabite. To ni farmacija, tukaj ne delamo z tabletkami, ki se izključujejo med sabo. Tukaj se stvari dopolnjujejo in tudi če date v mešanico eno esenco, ki pač ne deluje, ne bo imela vpliv, oziroma eno esenco, ki jo ne rabite, ne bo imela vpliva, ne bo nič naredila. Tako, ker pač v orkestru se tudi nekdo, ki fuša, lahko malo skrije, medtem ko je en inštrument, pa točno slišite čisto vsako noto. Tako da to je to za danes, nekje pol urce sem si zadala, da bomo namenila temu kofetkanju, evo, malo imam še kave.
verjamem, da ste marsikaj novega zvedeli. Povejte mi, poročajte mi, kaj se vam je drugače zgodilo, ali pa če ste kaj pogruntali, če ste imeli kakšen aha moment, lahko mi pišete na zasebno sporočilo, lahko mi tudi še tankaj postavite vprašanje. Če imate kakšno zadevo v življenju, ki ne veste, kako bi se jo lotili, ali pa ki vam dela velike preglavice, pa ne najdete poti ven, dajte mi napisati, pa bom jaz v naslednjem kofetkanju ali pa v enem od naslednjih kofetkanj odgovorila. To bom vmes malo zmeditirala, najdla način, ali pa ga mogoče že poznam. Pa na tak način, kot je bilo danes, bojo vsa kofetkanja. Upam, da vam je všeč. Če vam je všeč, dajte všečkati, dajte deliti naprej, da še drugi izvejo za te informacije, oziroma da začnemo res stvari spreminjati, ker zdaj je pa že res čas. Zdaj pa že res skrajni čas, da stvari spremenimo. 2020, mislim, da ga ni več človeka na svetu, ki ne bi rekel, ok, ja, tukaj je res ena prelomnica v tem, kam bomo peljali svet naprej, a stvari delujejo ali ne. In dajmo začeti na nov način delati. Aha, Irena pravi, da gre že mešati mešanico, odlično, super. Evo, in na ta način bomo skupaj potovali, izboljšali sebe, predvsem tiste okrog nas, in to se bo potem širilo in na ta način lahko izboljšamo svet. Tako da imejte čudovit dan, imejte potem tudi čudovit vikend. Tako kot sem rekla, ta cvetni miks boste našli na spletni strani lekarnezadušo.si/slovesens. Spodaj prav, mislim, da sem dala prav ime, cvetni miks. Tako da do nedelje zvečer. Potem jih moram pa jaz namešati, pa mi morate dati pa ta čas, tako da potem v ponedeljek in torek boste dobili svoje mešance domov in boste začeli delati. Lepo se imejte, uživajte, hvala, ker ste bili ob tej jutranji uri z mano. Tisti, ki gledate posnetek, odlično, delite ga tudi naprej, mogoče boste ob kavici ali pa ob večernem kozarčku kakšne dobre kapljice to pogledali. V glavnem, bistveno je, da začnete razmišljati o tem, kaj vse ima vpliv na vas, na vaše življenje, in da v skladu s tem začnete drugače delovati. Lepo se imejte, uživajte, čau, čau.